Renault 4 ali popularno Katra je bila nekoč na slovenskih cestah zelo priljubljeno prevozno sredstvo. To je bilo noro, to smo se peljali 4 v avto. To je bilo veliko bolj enostavno za popraviti, kot v današnjih časih. In to je avto naše mladosti bil. Kdor ga je imel, ga niti dež ni pretirano motil. Ven nisi nič videl, ne. Zarosel se je noter, pač mogel si imeti, vsak je imel eno viledo, pa se je to malo brisal, da se je kaj ven videl. Klime ni bilo. A že takrat je bila Katra po svoje revolucionarna. Raven poden. To je bil prvi tak, da se temu reče enoprostorc. Velik prtljažnik, sicer zadnji so bili, do kolena so bili zici, ne, ampak okej. Lahko rečemo prvi enoprostorc tak, kompakten. Tega avta ni spravil na bok, mislim, ni ratal, no, ni ratal. Avto se je res držal ceste na ovinkih, sicer je bilo tako, kot bi se z barko vozil, ne, ampak zadeva se je peljala. Tako kot vidimo, v bistvu že ta avto je že od tal odvignen to, kot so zdaj te križanci, ne, se temu reče, pa je dejansko čist navaden oseben avto, ne. In ta navaden osebni avto je bil vrsto let prevozno sredstvo bivšega predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki se je odločil, da ga bo prodal na dražbi in iztržen denar podaril v dobrodelne namene. A najprej ga je predal v pregled v AMZS center na Dunajski v Ljubljani. Preverimo, se pravi, zavore, tekočine, debelino laka, ne glede na to, da je pač avto videti nov. Naredim eno testno vožnjo, glede na to, da je avto registriran. Tako da običajen pregled tak, kot mora biti. Nič ne bom skozi prste gledal. Avto pač mora biti zdrav, ne glede na to, čigav je, ne. Opravljen pregled je prestal z visoko oceno. Tale avto je bil vzdrževan, sigurno, ker se vidi. Lepo mastno je v bistvu samo tle, kjer mora biti namazan, vse ostalo tle je videti suho. Avto je kanal. Gre za res vrhunski primer avtomobila, je preverjen z vso zgodovino, z vsemi fotografijami, tako da gre dejansko za res transparenten nakup. Za avto je bilo na dražbi ogromno zanimanja. Dosegel pa je ceno 60 000 evrov in tako postal najdražji Renault 4 na svetu. Znesek je Borut Pahor podaril Inštitutu Zlata pentljica in društvu Junaki tretjega nadstropja, kar pomeni, da so denar prejeli otroci oboleli za rakom.